Klemen! Dolgo te nisem videl, kje si tudi ne, Ja. lepo te še vidijo živo. Ja, lej, fajn je všel videti ljudi, ja. Ja, dejansko, zadnji čas si samo na kolesi sreče. Ja, Si lej. skejtaš? Ja, lej, to so moje kolesa sreče 4, tako da ne dam iz tega kar tako, veš. Lepa, Jaz pa lepa. kolesa, to je to. Skejtam še, ja, pa ti? Ej, jaz pa sem malo manj skejtam, zato ker sem zadnja leta pri Incrementum. Kje si pri kva? Incrementum. Kriptovalute, znaš kaj? A ja, Naložbe. Meni se je slišal kaj in wellness, sem rekel, tole masira, zdaj mu na masažo povabil. Kaj, kriptovalute? Kriptovalute. Ja. Si že kaj probal? Ja, ja, sem probal, ja, se ni dobro končal zame, tako da ne vem, no. Ne vem, če me boš prepričal. Veš, kaj je bilo? Enkrat sem ženi posodil Jurija. Ona je nekaj vlagala z bratom, sta se šla nekaj v internet, naložbe sta dejala in pol tistega Jurija nisem več videl, no. Tako da je bila draga šola, ampak sem dobil odpor do tega, no. Nisem čist prepričan. Torej si ženi zaupal celih 1000 evrov in si pričakoval od tega ful velike donose? Ne, jaz sem pričakoval samo, da ona meni Jurija nazaj dala. Njeni donosi so pa njen problem, ampak nisem tudi Jurija dobil tako. Zginila. Ne vem, Zginila. Ja, ne, žena je še. Okay. Ja, žena je še, sam Jurija nima več, tako da ne vem, no, jaz sem pol kar rekel, veš kaj, jaz sem malo držal stran od teh kriptovalut, mogoče ni to zame. Verjetno pa ni zadnjega Jurija, ko si izgubil zaradi žensk, ne? Ja, ni največ, ker sem izgubil, to imaš prav, ja, to dobro sme tole dobo, ja. Ej, kva ta vaš wellness, kako pa to poteka, kaj? Ej, ful dober wellness in imamo eno idejo za tebe. Ja? Glej, eno ful dobro e-knjigico smo napisali, noter imaš osnove investiranja, najboljše priložnosti 2024, pa daj si to malo preberi, pa se potem slišimo. Elej, škodat ne more, bom nekaj prebral, ampak le nič ne obljubim, stari. Ej, velja. Dobro si me prepričal s to foro, ampak naprej so še mogel pa še malo potruditi, veš, ker ni tako lahko, ne bom šel jaz nazaj v ta svet, ampak bom pa prebral, tako da... Glej, jaz šibam dalje, ti si pa preberi, pa se slišimo. To je to, ej. Ajde. Thanks. Zdravo. Midva sva zmenila. Ja, res je. Klemen, živa. Živa, me veseli, Izidor. Kar naprej. Greva se malo pomen. Super, Klemen, si na slajdu komod? Jo, brez problema. Se sem dobil od Uroša naslov, lepo, Google Maps daš noter, pisali vhod B, prvo nadstropje, s prve. No, fajn, super. Ne vem, če ti je Uroš kaj povedal že? Moje izkušnje? Nekaj malega sva govorila, ma bi rajš s tvojih ust slišal. Ja, mislim, jaz malo dvomam vse te stvari. Mislim, ne zaupam, no, zato ker jaz sem... Imel sem eno izkušnjo s tem že in ni bila raven najboljša, zdaj... A pa kaj, prav kriptotrg ali nekaj levga? Ja, ne, mislim, kriptotrg posledično. Ženi sem dal Jurija, ki je ona rekla, da bo ta z bratom nekaj vložila, nekaj prek interneta v neke kriptovalute in sem ji dal Jurija 3 leta, 4 leta nazaj. In... Ni več Jurija. Ni več Jurija. Ali je prav nula ali je sam manj? Ja, se bi ti rekel, ni več Jurija, ni več žene, žena je še Jurija ni več. Tako da, ne, ona pravi, da nekje še nekaj ima, ampak meni, tako kot mi je obljubila, rekla, jaz bom tole obrnila, Jurija ti dam nazaj in pa naprej delala. Jaz nisem nič dobil, no. Tako da dobro, pocen šolo si imel, tako da žena je ostala. Žena je ostala. Jurija pa mislim, da te ne bo pokopal v tem življenju, mislim pa, da ti je dala ne na zadnje dobro izkušnjo. No. Dobro izkušnjo. Ker so primeri, kjer ljudje izgubijo konkretno več, tako da si imel še dosti poceni šolo. Zdaj, treba pa kaj dobrega potegniti z tega ven. Ne vlagati v ženo. Pustimo, tisto je tvoja odločitev. Moraš vlagati v ženo, ker boš dobil pol nazaj. Res je. Ampak ja, to me je malo tako, no. Ona je dala in pol se nič ni iz tega zgodilo in sem malo tako skeptičen, no. Zdaj kriptovalute. To je bila moja edina izkušnja, zato sem malo dvomljiv. Zdaj, če recimo zaupam vam denar bolj kot moji ženi, a se tukaj ne bom upekel, to me zanima, ne. Zakaj se pri vas ne bi upekel, tako kot sem se svojo ženo upekel, ki prek brata dala nekam ta moj denar? Lahko se opečeš tudi prek nas. Aha. Sem pa prepričan, da se skoraj ne moreš, če boš investiral zdaj, dokler so cene nizke, pa če boš vztrajal v naložbi vsaj nekaj časa, vsaj nekje 3 do 5 let. Aha. Potem sem pa skoraj prepričan, da se ne moreš opeči. Razen, če pride nekaj res groznega v svetovnem merilu, neke težke vojne in tako naprej, sam pa bomo verjetno imeli druge probleme za razmišljati. Ker trgi so vezani na neke dogodke v svetu, ampak če bo vse tako, kot je zdaj,
pravimo sicer, da nekateri pravijo, da je grozno, na trgih je zelo lepo, cene so nizke, cene tudi rastejo že v zadnjem letu in v naslednjih 2-3 letih vidimo eno res lepo prihodnost na samem trgu. 2-3 leta recimo. Ja, ti moraš dejansko sam biti miren, ker vmes je enih nihajev in ti se lahko pečeš, če boš odreagiral tako, da boš v nekem momentu, ne vem, da te bo tak strah zagrabil, da boš hotel odprodajati. Tisti je pol problema, ne? Drugače pa se težko Najhujše v pečeš. strahu prodajati, verjetno. Ja, najlažje je prodajati, sam je največja napaka. A ne? Se to mi je všeč, veš, recimo ti bi saj rekel, lahko se upečeš, ne morem ti garantirati, ker meni moja rekla, ne, daj meni, ti mi Jurija vrnila, veš, to je že ono, klej ste vi že malo v plusu, ne? Tako da, se pravi, a je kakšen način, kakršen koli, da je neka varnost tukaj pri vas, ali v bistvu tudi tvegam? Mislim, zavedati se moraš, Klemen, to, da smo pod kontrolo Banke Slovenije, da smo registrirani na Ministrstvu za finance. Definitivno tveganja imaš pri investiciji. Mi tukaj kot Incrementum smo pa tisti, ki ta tveganja minimiziramo. Nažalost ne vrtimo mi sveta, da bi vplivali na dogodke v svetu, da bi sprejemali zakonodaje, smo pa tisti še enkrat, ki ta tveganja zminimiziramo z našim načinom dela, tudi nenazadnje sredstva hranimo v sefih, na varnem, da hekerji ne morejo zraven, tako da ta stopnja varnosti je res na najvišjem nivoju, koliko jo lahko postavimo v tem momentu. Prihaja pa tudi zakonodaja, tako da bomo v nekem določenem času po vsej verjetnosti lahko tudi neke zavarovanja omogočali na vložke. Mene, zanima me zdaj, odkar sem se pogovarjal tam z Urošem v skateparku, sem vseeno malo pogooglal stvari, malo sem pogledal in sem videl, da je kar veliko teh valut vse. Zdaj, imaš glavno Bitcoin, je pa dosti drugih, pa zdaj me zanima, recimo, katere, če bi recimo vložil v vas, oziroma investiral tukaj, a vi se samo z eno obadate, ali gledate malo različne te valute, ne vem, kjer so Bitcoin, Ether, velikih je zdaj, a moram biti vesel, ko Bitcoin skoči, a moram biti bolj vesel, kaj drugega skoči, ne vem. Katero vi spremljate, katero zajahate? En dan eno, en dan drugo, kako to poteka? Jahamo jih več naenkrat. Ne vem, kako ste slišali, ampak po mojem bo dobro to vzel. Jahamo jih več naenkrat. Ja, sigurno je pa Bitcoin en glavni paradni konj, na katerem sloni še vedno celoten trg, dejansko kamor se Bitcoin pomakne, tudi ostali sledijo. V določenih primerih, grejo določene kriptovalute tudi malo kontra. Tako da, ja, razpršitev je bistvena. Je pa tukaj preko 20,000 projektov na trgu in ne gremo zdaj v 100-200 projektov ali pa 1000 projektov, da bi razpršili, ampak nekje 8, 9, 10, mogoče maksimum do 15 v določenem času, vse pa nadzorovano strani upravljalske ekipe, tako da oni so tisti, ki stalno bdijo nad projekti, ki jih imamo v košarci in pa tudi nad tistimi, ki jih nimamo, nad določenimi spremljajo tudi, kaj se okrog dogaja in v nekem momentu, ta zadeva pa zanimiva, dajmo tudi to dodati not, ali pa nekaj v košarci se dogaja na nekem projektu, že doseže neke cene, zdaj bi bilo pa smiselno odprodajati pol ali pa nek del, dajmo odprodajati pa mogoče, se pravi eno aktivno upravljanje, ni pa to na dnevni ravni, da bi iskali neke hitre dnevne premike. Poskoke, da bi lovili vsakega. Tiste minutne ali pa urne, tega ne počnemo, ne tradamo daily, kar je kar tvegano. Mislim, če se zdaj postavimo v ta trenutek, zdaj sedanjost, vemo, da Bitcoin, ne vem, začel je s ful mal, to vem, in pol je kar enkrat postal malo večji in pol recimo kdaj, 2 leti nazaj je padel spet, ful, in zdaj pa spet raste. Zdaj, glede na vaše izkušnje, kje smo zdaj? Recimo, kje bi lahko rekli, da smo zdaj, verjetno noben ne ve, kje smo, ampak recimo, da za nekoga, kot sem jaz, me zanima, a je zdaj že na vrhuncu, se mi zdaj splača dati, je še upanje, ker toliko sem pa gledal, da eni pravijo, da bi šlo lahko še kar dosti gor, tako da zato me tudi zanima, zato sem tukaj, ker malo sem pogooglal, vem, da so neke opcije, da to še zraste vse nekaj in me zanima, po vašem mnenju, kje smo zdaj. Bitcoin ima cikle. Celoten trg, vsi trgi imajo cikle, ne samo Bitcoin, tudi delnice, tudi plemenite kovine, nepremičnine in prav tako tudi kriptotrg oziroma tudi Bitcoin. In kar nekaj ciklov je že bilo v preteklih 14-15 letih.
nekje na 4 leta se na Bitcoinu pojavljajo tudi zaradi halvinga, zaradi polovičenja novo izrudarjenih Bitcoinov. In kje smo zdaj? Ja. Če pogledamo samo en cikl nazaj, ali pa mogoče dva, tam leta 2018, 2017 je bil Bitcoin na 20 tisočakih, pa padel nekje na 3 tisočake, govorim na približno. Potem je šel na 69 tisočakov v dolarjih, pa je potem leta 2022 padel na 15 500. Zdaj pa gremo spet navzgor, smo nekje čez 60 tisočakov v dolarjih, govorim. Če gledamo, zakonitost trga je taka, da vsak naslednji cikl je višji od prejšnjega vrha. Vsak vrh naslednji je višji od prejšnjega vrha in vsak poden naslednji je višji od prejšnjega podna. Se pravi, generalno se pomika stalno navzgor. In trenutno je Bitcoin še ni dosegel niti vrha, smo zelo blizu, nismo pa še niti na prejšnjem vrhu. In tukaj lahko pričakujemo potem še kar nekaj donosa v naslednjih 2-3 letih. Zdaj, kar se ni več toliko čas idealen, kot je bil v prejšnjem letu, ko je bilo res vse napodno, ampak takrat je bil res strah na trgih, čeprav to, ko človek čuti največji strah, tisti je za izkoristiti, tisti da maksimalne donose. Zdaj nismo še v neki euforiji, smo pa že v nekem lepem optimizmu, sicer zaenkrat veliki investirajo, ta mali še malo opazujejo trg, tako da imamo še zdaj... Je še zaloga? Je zaloga, lep čas še. Omenil si ta halving. To je taka stvar, to sem tudi slišal, da ta halving pride, da še malo boosta vse skupaj in da tudi po tem halvingu naslednje leto lahko še malo raste. Zgodovinsko po halvingu so dejansko šele takrat nori donosi se zgodili. Če se vrnemo tam v leto 2020, po halvingu se je šele zgodil, to je bil več kot 5-kratnik donosa na Bitcoinu samo. Tako da... 5-kratnik? Me zanima, zdaj se pogovarjajo o teh donosih pa to, ampak vseeno, če jaz vam nekaj dam, mislim, verjetno imate tudi vi nekaj od tega. Zdaj ne vem, kako to poteka pri vas, da vam ni vseeno za moj denar, ker tudi vi nekaj od tega dobite. Kako to poteka po deljenje? Zdaj, a boste vi vse moje, pol vsega mojega dobička vzela, kako to poteka? Ker veste, nekaj se vam mora splačati, da se ubadate s tem. Ne nazadnje se imamo tudi vsak posameznik možnost, da sami gremo na menjalnice, pa sami to delamo cele dneve, pa se tepemo po glavi, pa in kapenih stvari, ne probleme ne naletimo. Ja, drugače pa mi smo druga možnost, seveda stanemo. Jaz gledam to osebno z zelo pozitivnega vidika, ker tudi sam sem vlagatelj v naš produkt, ne investiram nič sam. Najboljše mi je to, ker v bistvu tudi upravljalska ekipa živi od delitve dobička. In sem prepričan, da se bo hudičevo trudil zame, da napravi donos tudi zase. No, to sem hotel slišati. Tako da 1/4 donosa gre firmi Incrementum in pa upravljalcu. In pa tudi seveda nam zaposlenim tukaj, ker tudi skrbimo za stranke tekom naložbe. Četrtina dobička. Ja, četrtina dobička. Jaz upam, da uči več dobička pol tega mojega, pa to četrtina, veš, pol četko. Tisto, kar več napravimo, četrtino gre. Tako da v prejšnjem ciklu, oziroma če gledamo zdaj od našega začetka delovanja, tam od leta 2018 pa do danes, to pomeni 10-kratnik neto za stranke, mi smo nekje na 17-kratniku bruto, se pravi 10-kratnik čistega za naše stranke približno donosa. Tako da mislim, da ni tako slabo. V prejšnjem ciklu, če gledamo pa sem cikle od podna do vrha, tam od 2018 pa do konca leta 2021, samo tisto rast smo pa napravili 24-kratnik neto za stranke, se pravi čistega donosa z vsem odvedenim. Je pa tukaj še nekaj stroškov, ki v bistvu jih usmerimo v samo varnost, da imaš res sredstva varna v sefih, da hekerji ne morejo zraven. Se to lahko preverim, koliko vam gre dobro. Kje imate parking, avte vaše parkirane? So zadaj? Ja, to zad nočemo pokazati, ker eni so še malo vrjasti. Jaz sem takole, jaz sem verjetno tako, kot marsikdo danes, jaz šparam za stanovanje, recimo. In zdaj, hecen je to, da ne vem točno, kdaj ga bom kupil. Ga bom kupil čez 1 leto, ga bom kupil čez 2 leti. In zdaj, recimo, če vložim jaz denar, kako je potem s tem, da rečem, zdaj pa jaz rabim denar, karkoli ga je, kako je potem to ven jemate? Je to tako, ta teden pa ne moramo, a veš, da imamo čez 25. decembra, takrat lahko ven vzameš. Je to tako, prav, dobiš čez 2 dni. A kako to poteka, ko enkrat jaz rečem,
Zdaj pa jaz karkoli imam, ampak to nujno rabim za stvari. Ja, ne, prej mora naš dopust miniti, pol, kakšen mesec, dva. Ja. Na Karibih. Na Karibih. Ja. Prijemo zdaj s Karibov, ni nas doma, zdaj smo jih na plaži, pustite sporočilo. Tudi ni signala, da bi vam lahko sprocesirali. Ne, kar se tiče izplačil, je to zelo hiter. Zahtevek za dvig pa imate v dnevu dveh imaš na svojem TRR-ju nazaj. Celo je tako, no, mi svetovalci celo svetujemo, no, kdaj je smiselno izstopati iz trga, ker nima smisla zdaj, da ti greš v trg, pa da pol iščeva midva, da bo, ne vem, ti iz 10-20 jurjev nastal 100-200 jurjev, ampak je smisel, ker takrat je pol že malo tveganje, da gre spet trg v neko korekcijo in je škoda pač... Da zgubiš tok, ne? Ja, mislim, se ne zgubiš, ampak škoda pa, da nimaš več profita. Ja. To je tudi ena stvar, taka, dosežemo, no vem, iz 10 jurjev 100 jurjev, pa nam pade na 80 jurjev, pa mater smo zgubili denar. Ja, nismo, dobili smo 70 jurjev. Ja, ampak to je kar en tak mindset nas ljudi, ko enkrat nekaj imamo, zdaj je pa že tisto naše. To niha. Vem, kako to poteka, ker vem v kolesu sreče, isto imamo, vsi prijo brez vsega in tako mi smo se prišli zabavati, in pa privrtijo en fulenga denarja, ki itak sploh še realno ni denar. In pa so kar živči, ne, to pa ne sme izgubiti, se sploh še denar ni to, vem kako to si dobro rekel. Ker vsak dan gledam, ne, ker to sploh še ni denar, to je neka vsota, ki še ni tvoja. To si zelo dobro rekel, se tudi na kriptu, to še ni denar. Treba ga pretvoriti nazaj v fiat valute. Pa tudi to še ni denar, dokler mi ne kupimo bajte, pa nekaj koristnega ne nazadnje. Ne? Ker tudi ta denar še lahko pade, pa inflacija pogor dol. Kaj se to ne veš, koliko je vredno. Na papirčku. Točno to je, denar je številka na papirčku. Ne nazadnje rabimo nekaj zmaterializirati. Ali pa nekaj v vase dati, neko učenje samega sebe, ali pa nekaj, res da imamo nekaj od tega. Se pravi, tudi svetujete glede na to, kakšen so pričakovanja potem na trgu, pa daj še malo počak se, zdaj bo še malo boljše, ali pa, a kdaj tudi rečete, daj vzamem ven, ker zdaj bo malo slabše. Težko je prav tiste kratkoročne nihaje predvideti in to dopuščamo, tiste nihaje. Brez tega pač ne gre. Treba je, ko se gre v trg, ko se gre notno in z 20 jurji, treba je sprejeti, da sem lahko čez en teden na 15 jurjih. Brez tega pač ne gre. Je pa smiselno dejansko, brez da se človek ozira neki zelo na trg, pa na nihaje. Pač treba je zdaj, ko so cene še relativno nizke, vstopati, pa ko trg raste, ko nam znesek se podvaja, nekje 20% kapitala, celotnega volumna ven pobirati. Karikiram, iz 20 jurjev mi gre na 40, 20% ven poberem in z ostankom naprej ustvarjam na trgu. Nekaj pa že imam na varnem, tako da to je ti najbolj smiselno. Pa trikrat ven pobereš po 20%, pa si že itak več dobo nazaj, kad si vložil in potem je to samo še denar, s katerim ne igraš, ampak delaš z nečim, ker si že dobo z dobičkom. Imaš seme, denar je tvoj, se tudi navežeš na njega in imaš pa možnost pol naslednjih 10-15 let od tega živeti zelo lepo. Dejansko brez tveganja. Tako da to je najboljše. Zdržati pa treba 2-3 leta, da res priješ na to varnost. Ko nekdo, ki ima stanovanje, pa mu ga je že podnajemnik odplačal, pa kar je več, je pa samo še plus. Pa lahko še proda to stanovanje, pa je to wow. Ja, pol enkrat, ko se kepa začne delati, je pa dosti idej. Tudi tukaj svetovalci imamo dostop do raznih tudi kakih drugih informacij, tako da iščemo pol rešitve, kaj je smiselno. Tudi s profiti, ki jih stranke ven pobirajo, bomo zdaj to v nepremičnine dala v zlato, v delnice ali v neki tretjega ali v Lego kocke, ne vem pač. Lego kocke so... Lej, bom jaz povedal tudi malo tako skozi moj primer zdaj. Jaz imam na banki denar. Zdaj na banki denar se mi zdi, da je kar na varnem. Zdaj ne vem, šparam za stanovanje, zdaj ne vem, zakaj bi ta denar vseeno malo tvegal pa dal ven, ne vem. Mislim, varen. Varen je, da tam stoji, a se zavedaš, koliko tvegaš v bistvu? Mislim, ne vem, kaj tvegam, če na banki. Koliko časa pa že gledaš stanovanja? Par let. Koliko se je bilo pred par... Ok, si zagledal neko trosobno stanovanje. Ja. In koliko je bilo 5 let nazaj, koliko je bilo to stanovanje? Ja, 100 jurjev manj vsaj. Ja. Koliko si pol tvegal na banki, ki si držal oziroma, ki nisi nič napravil? Ja, malo sem. Koliko je zdaj tako stanovanje? Se pravi, nekje 200-300 jurjev, ne? 300 jurjev. Ja, zdaj je 300 jurjev dobiš garsonjero v Ljubljani, se mi zdi. Tako. Ja. Trosobno stanovanje za 300 jurjev ti v metu pada dol, plesnive strope imaš. Ne dobiš prav veliko več za ta denar, ki si dobil par let nazaj. In zdaj, če bomo midva čakala, kaj, še naslednjih 2-3 leta na banki,
carinila tisti denar? Koliko misliš, a misliš, da bo to stanovanje kaj cenej takrat ali bo dražji? Ja, jaz mislim, da bo lik za garsonjero še ostale. Ja. Garsonjere Tista take bo verjetno cene. res plesniva. Ne? Ja. Dobro, imaš prav. Mislim, nočem te zdaj strašiti, sem taka realnost. Nažalost, pač to nam inflacija dela. Sprav, hočeš povedati, če uporabim te besede, se pravi, moj denar na banki plesni. Ja, tvoj denar na banki dobesedno plesni. To sva danes zdaj neki novega, en nov izraz pogruntala sem. Imaš čist prav. Ja, mogoče bo ta izraz nekoč na Wikipediji pod opis, kaj delamo z denarjem banki, plesni. Tako kot vaše stanovanje, če niste ta prav čez skupaj. Ok, se pravi, prvi vas ne bo splesnil. Mislim, manj saj upanje, da bo nekaj nastalo. Glej, trgi zgodovinsko gledano, pa ne samo kriptotrg, in delniški, in plemenite kovine, trgi rastejo dolgoročno. Zdaj na kriptotrgu ni potrebno zdaj investirati za 15-20 let, ker pol tudi ne boš imel stanovanja, ker brez veze, da čakaš toliko časa, ti rabiš stanovanje v naslednjih 2, 3, 4 letih, a ne? Ja, 2 bi bilo fajn. No. 2 bi bilo fajn. Glej, nimaš garancije, da boš ga dobil v 2 letih. Sem pa prepričan, da boš si vsaj inflacijo pokril, pa še vsaj za en lep del stanovanja zraven dobu. Boš pa mogel zdržati malo nihajev vmesno. Ampak Dobro, bom preživel. verjamem, da če investiraš nekje 15-20 tisočakov, da imaš lahko tudi za vsaj 1/3 stanovanja. Ja? Dobro. Če pa hočeš celo stanovanje, pa poznaš računico. A ne? Ja, zdaj si mi dal, krat 3. Ja, krat 3, v redu, ok. Ampak imam stranko, ki si je v bistvu s tem prvošla. Investirala je nekje okrog 70 tisočakov in si kupila v Ljubljani za takrat 250 tisočakov. Zelo hiter. V bistvu tam od aprila, maja meseca 2020, ko je investirala, sicer je neko pologov dala še tam tekom leta, tam do konca, do septembra meseca, nekje v letu 2020, v skupni vrednosti, kot sem rekel, 70 tisočakov. Malo je preverila, malo je potipala, ni začela s takim zneskom, malo je tudi nas preverjala, kako zadeve laufajo. In februarja 2021, se pravi manjka leto kasneje, je iz 70 tisočakov bilo 224 tisočakov na računu. Sicer ni šla celotno, ker je pustila, je rekla, ne bom, ker naložba dobro dela, hočem naslednjih 10 let črpati z tega, tako da ona je takrat 120 jurjev ven vzela, pa še nekaj doštukala zraven, da si je tisto stanovanje prvošla. Dobro, je ujela tudi dober trenutek, ne? Ampak se nikoli ne veš, kdaj bo dober trenutek. A za nepremičnine ali za kripto? Za kripto, nikoli ne veš, kdaj se lahko zgodi dobrega, ne? Mislim, ali pa slabo. Tukaj smo spet pri teh ciklih, a ne? Ja. Približen veš, ne? Približen. Zdaj na mesece natančen živ Bog. Tiska napoveduje, kaj bo naslednji mesec, pozab. Ne poslušaj teh ljudi. Treba je gledati, kaj bo čez 3, 5, 10 let. Verjamemo pa, da lahko že v tem letu trg zelo lepo gre navzgor, glede na to, da finančne inštitucije največje svetovne so zraven, se pravi od BlackRocka, ki upravlja 10 tisoč milijard ima v upravljanju. Oni so zdaj šli v upravljanje na kriptotrgu, se pravi Bitcoin ETF. Tako da v bistvu v družbi še z 10-11 drugimi upravljalskimi hišami, največjimi ameriškimi. Tako da tukaj se šele veselica dejansko začenja na trgu. Tako da milijarde so šele začele stekati. Tako da smo nekje, kjer smo že ogreti, da štartamo. Nismo več ne ležimo več doma, smo že šli. Harmonka. Smo šli, no jaz nisem harmonka, jaz sem si bolj v mislih imel na progo, na štadion, sem že ogret, da bom štartil, lahko pa tudi harmonko. Ja, če si rekel veselica, pa ni veselica brez golice. To me tudi zanima, no, glede na to, kaj daš nekaj denarja, kako pa jaz lahko potem spremljam, ker imam svoj bančni račun, jaz vem, kdaj mi kdo kaj nakazuje, kdaj mi ne, vsak dan pogledam, a mi kakšen, ki mi je dolžen nakazal za kakšen nastop ali ne. Se pravi, sem skozi na tekočem s svojim denarjem. Kako pa pri vas, a sem na tekočem s tem, kar se dogaja, imam kakšen, ne vem, aplikacijo, nekaj, da vem, kaj dogaja? Ja, isto se boš počutil kot na banki, se pravi, prejš na spletno mesto, aplikacija, mail, geslo, vtipkaš, pogledaš in vidiš v evrih, koliko imaš na računu, in če si zaželiš ali pa po pogovoru s svetovalcem rečeš, zdaj pa čas za izplačilo, klikneš izplačilo, vpišeš kak znesek, pak želim izplačilo in imaš v dnevu 2 na računu. Na računu, ki sem ga napisal tja, da hočem da je gor.
To je to. Wow. Oziroma z tistega prišlo, mora pa biti na tvoje ime, ne moš ti zdaj na ženi na račun. Nekaj to, klele sem videl, ko mi je žena napisala par vprašanj, kaj moram vprašati. In piše tukaj eno vprašanje, ki jo jaz nisem dal. Če se možu karkoli zgodi, kako prijem do denarja? To se vidi, da jaz nisem napisal. Ne? Ok, ampak to, da te prav ni več, a ne? Ja, ne vem, kaj mislila s da tem. se ga napiješ, pa da te tisti dopoldne ni doma. Ne vem, kaj mislila s tem, ampak po moje mislila, moža ni več, nekaj pa zihma kaj v kripto, kako mi je to dobila ven. Če je dokazano, da te ni več na tem svetu, pol ona deduje. Ona deduje? Ja. Oziroma po dednem redu. Aha, ne vem, kako se pač na zapuščinski razpravi zmenijo. Ja, verjetno bo kar ona. Verjetno bo kar ona. Bo toliko pritisnila, da bo ona pa ta malo, ja. Ok, v glavnem, kako pa pol recimo, zdaj si me kar dobro, že bolj si me prepričal, kot žena, nekaj ne bom več dal Jurija, da bo vlagala v karkoli, ni šans. S čim se pa žena ukvarja profesionalno? Žena je vodja enega hotela. Okay. Ja. Verjamem, da ti posel obvlada. Tisto vlada, dela z drugim denarjem, pa z mojim dela pa ponovadi minus. Sej, če se nekdo tak poda v kripto, ki je na taki poziciji, da vod, kot si rekel, hotel, ker verjetno ni lih tako, da si lahko vsak 5 minut vzame čas pa pogleda, kje je trg stoji, pa novice spremlja, pol tako težko. Bolj, da imaš nekoga, ki to dela, ne? Ja. Za tebe. Ja. Ti imaš drugih stvari dosti, ti imaš milijon mailov, pa rezervacij, pa booking, pa ne vem kaj še vse. Tako kot jaz tudi načeloma imam nastope, imam televizijo, imam radio, imam stand-up, imam vodenja, imam čas vmes malo pogledati, ampak da bi pa skozi spremljal, bi bil pa sam še živčen, zato ker sem že tako, imam nastop, moram se pripraviti, moram priti v Maribor, moram se pripraviti za radio, napisati to in potem si živčen, kje bo še spremljal kriptotrg zraven, ki se spreminja verjetno vsako sekundo. Ne? Nekaj mi je padlo na pamet. Fuzbaler, resen fuzbaler trenira vsak dan, ne? In od tega pol lahko tudi zelo lepo živi. Nek hobi fuzbaler, to dela za hobi, sem zato, da je malo zraven, pa to, da malo zadeve čuta. Ne? Tukaj na trgu pa od tega ne more pol živeti. Lahko mu je fajn, ne more pa od tega živeti. Ja. Na kriptotrgu je isto, če malo ljubiteljsko to bom malo kupil, malo unga, pa malo trednega, pa to bom jaz že neki. Ponavadi se ne izide lih najboljš, no. Ali pa res mora miniti kar nekaj tisoč ur, da se tega naučimo. Sam nažalost pol zamudimo, ker v par tisoč urah učenja mine kar nekaj let vmes in v nekaj letih je šlo pa kar lepi donosi mime. Se pravi, vi ste Mesiji? Se trudimo. Ne bomo rekli, da smo najboljši, ker se tudi mogoče kdo reče, da Messi ni najboljši na svetu, ampak rečemo, da je. Ne bomo rekli, da smo najboljši na svetu. Se pa trudimo, v Sloveniji pač, kar je meni znano, smo edini potrjeni strani Banke Slovenije, od teh, ki smo registrirani na Ministrstvu za finance. Se pravi, od teh smo tudi naredili najboljše donose. Verjamem, da je kdo naredil boljše donose posameznik. Mi tukaj dajemo res ogromno na varnost. Mislim pa, da ta 10-kratnik v zadnjih 5 letih ni toliko šlo v donos. Ok, kam pol ne kažemo, kako to poteka? Zdaj, recimo, jaz se zdaj odločam, dajmo iti v akcijo. Sam hiter ne kažem, imamo 2 pogodbi za podpisati, kako hiter se to zmenimo? Malo to v 15 minutah rešeno. Se pravi, papirologija se pripravi, mi smo tudi člani urada za preprečevanje pranja denarja, tako da preverimo izvor tvojih sredstev, da nisi to nekje pod mizo obračal. Da je tisti del, kaj je čist. Ne, vse legalno pri meni, plačujem davke, vse cool, nič ne zamujam s plačili, vse legalno. No, to je to, take stranke. 15 minut dela. 15 minut dela in v bistvu imaš že danes lahko v upravljanju, že spremljaš popoldne, kako denar dela zate. Popoldne že sploh. Hudo. Ej, to je to, the best. Hvala, zvedel sem vse, kar rabim. Zdaj bom pa malo čokolad pojedel. Prvošči si. Sladko življenje. Se bo še slajše v kriptu. Ti pa priprav pogodbe, pa to je toliko časa čokoladke pojedel. Asistenti, pogodbo prosim.